Bratje in sestre, povedal vam bom sporočilno prigodo. V počitniških dneh sta otroka sklenila, da pripravita staršem presenečenje. Skuhala bosta kosilo. Opasana s predpasnikom sta pristavila na štedilni klonec in se lotila priprave. V vodo sta dala veliko zelenjavnih in mesnih dobrot, potem sta mešala in poskušala, a vedno znova ugotavljala, da ni, kot bi moralo biti. Iz shrambe in hladilnika sta dodajala najboljše sestavine, toda kakor da so v mineštri še same izgubljale tisti prijetni okus, ki naj bi ga jedi dodale. Dolgo sta dodajala in poizkušala, dokler nista razočarana sedla in priznala poraz. Prišla sta oče in mati. Prazen hladilnik, izropana shramba, neurejena kuhinja in nesrečna otroka. Če bi ne bilo tega zadnjega, bi jima morda prekipelo, tako pa, kaj se je zgodilo? Mineštra ni dobra, sta potarnala otroka. Mama je zajela ujet in ugotovila, res je, mineštra nima pravega okusa. Lahko bi še naprej dodajala najboljše mesnine, najbolj izbrano zelenjavo, pa hrana ne bi bila dobra. Zakaj? Sta se čudila otroka. Kaj manjka? Potrebno je dodati ščepec dodatka, ki se v mineštri niti ne vidi, se pa okusi, je razložila mati in pričakovala, če bosta otroka uganila, kaj nekaj naj bi to bilo. Ne vidi se, pa daje okus, sta razmišljala. Potem jima je razodela, kaj potrebuje vsaka mineštra, tudi mineštra našega življenja. Potrebno jo je primerno osoliti. Toliko vsega sprejemamo za vsebino svojega bivanja. Mnogo zanimivosti, stvari in strasti, pa kakor da so brez pravega okusa, brez tiste polnosti, ki jo želimo. Tudi z močnimi zunanjimi dodatki ne dosežemo prijetnega počutja, če ni pike na i naših hrepenenj in iskanj. Za dobro mineštro ni potrebno mnogo sestavin. Najboljša je zmernost, je razlagala mati, ko je iz lonca odstranjevala preobilje, da bi ga spravila za prihodnjič. Potem je z veliko pozornostjo osolila jed in jo dala poizkusiti. Kako preprosto in kako dobro. Okusno in modro je osoliti mineštro svojega življenja. Vera je kot sol, daje polni okus, izpolni počutje in tako pomaga, da nismo neslani v medsebojnih odnosih. Ko slišimo, pojdi se solit, ali ni to povabilo, da ne le jaz, pač pa vsi dodamo v svoje življenje, v izkustvu odrešujočo Božjo ljubezen in po njej nevidno milost, ki pa se še kako okusi v našem medsebojnem sožitju.